December pa je tudi čas, ko vstopimo v finalni del izbora za slovenski avto leta. Uredništva smo oddali svoje glasove in izbrali 5 super finalistov. Zdaj pa je na vas, drage gledalke in gledalci, bralke, bralci, poslušalke, poslušalci, da oddate svoje glasove in nam pomagate izbrati slovenski avto leta. No, ampak še preden smo mi oddali svoje glasove, pa smo vseh 23 kandidatov za letošnji izbor postavili skupaj in preizkusili še enkrat. Med njimi najdemo vse oblike in vse pogonske agregate. Poglejmo 5 super finalistov. Novi Citroen C3 je oblikovno odločno vstopil v svet malih križancev. Je višji kot prej in tudi bolj dvignan od tal. Ponuja zelo dobro udobje na sprednjih sedežih, enostavno razgibano notranjost in presenetljivo udobno blaženje neravnin. Privabi s ceno in enostavno rabo, pa seveda z upanjem, da evropski kupec končno dobi cenovno in sicer privlačno ter okoljsko najbolj smiselno električno mestno alternativo. Električni C3 obeta prav to. Pri novi Dacia Duster letnika 2024 je verjetno najbolj jasno, zakaj je navdušila toliko žirantov. Izstopa po obliki. Duster je v vsaki naslednji generaciji bolj ambiciozen, samozavesten, poln sebe in prepričan vase. Vsaj na zunaj deluje tako. V notranjosti je rast vsekakor opazna, predvsem je boljša ergonomija, a v uporabljenih materialih in premišljenih kakovostnih uporabniških rešitvah notranjost ne sledi zunanji samozavesti. Na drugi strani pa zato ponuja enostavno rabo, tudi bolj grobo in z izbiro pogonom tudi dostopno izbiro za vsestransko zanimiv športni terenec. Peugeot 3008 je z novo generacijo zasijal v povsem novi luči. To je drugačna matematika z 2 ničlama v enačbi. Močno ga zaznamuje in definira zadnji konec po imenu Fastback, ki je in ni SUV, kar je ali pa ni prihodnost neke mehkejše SUV sodobnosti. Navduši z notranjostjo, ki je nekaj posebnega, in z iCockpitom nove generacije 3008 ponuja nekaj posebnega, nekaj samosvojega. Symbios je nov Renaultov model, ki je umeščen med Capturja in Australa. Gre za kompakten družinski avto, naslednika modela Scenic, ki mu je tudi zelo podoben. Ključna razlika med njima je, da Symbiosa še naprej žene tudi bencin. Symbios je trenutno na voljo s hibridnim pogonom, ki je v osnovi enak tistemu iz modelov Clio, Captur in Megane Conquest. V notranjosti sledi hišni oblikovalski recepturi, nas pa je v notranjosti navdušila predvsem zajetna količina odlagalnih mest in možnosti uporabe Googlovih storitev. Škoda Superb je postala še bolj elegantna in samozavestna. To je avto za udobne dolge poti s prtljažnikom, ki ga zlepa ne zmanjka. Predvsem pa je Superb za dolge poti brez ustavljanja vsakih nekaj 100 km, kar se sicer zdi naša nova realnost. To je brezskrben dolgoprogaš v najboljši podobi. Takšne ponudbe danes primanjkuje, sploh ko govorimo o karavanih, ki imajo za kar 690 litrov prtljažnega prostora in ogromno prostora za noge na zadnji klopi. Vsekakor pa v notranjosti ne navduši samo s prostornostjo, ampak tudi z odličnimi materiali in dobro kombinacijo analogno-digitalnega sobivanja. Toliko o superfinalistih za zdaj in na kratko. Zdaj pa hitro na Avtomobilnost MMC, kjer o vseh kandidatih izveste še veliko več, predvsem pa lahko oddate svoj glas.